Lep pozdrav vsem v mojem imenu. Z gospod Ludmilo Novak sva zagovorjena, da sam pričnem to novinarsko konferenco. Kot veste, smo opozicijske stranke, pa tudi obrtniki, občine, nevladne organizacije z različnih področij, kmetijstva in podobni, ves čas sprejemanja zakona o nepremičninah temu zakonu strokovno, argumentirano nasprotovali. V tem času tudi opozarjali na to, da je v nekaterih elementih zelo resno opozorilo, da je zakon o nepremičninah tudi v neskladju s slovensko ustavo. Zato pridobili tudi pravno mnenje, ki v zvezi z določenimi pravnimi vprašanji glede tega predloga zakona, ki ga je po naročilu Obrtno-podjetniške zbornice pripravil Inštitut za javno upravo, dr. Erik Kerševan, pa tisti ključni pravni strokovnjak na tem področju, ki je tudi podpisan pod te dokumente. Iz tega prvega pravnega mnenja smo, vsi, ki smo temu zakonu nasprotovali, črpali tudi pravno argumentacije in tudi imeli osnovo za pripravo kvalitetnih amandmajev, s katerimi smo želeli že v parlamentarni proceduri nekatere neustavne stvari izločiti iz zakona. Žal koalicija ni želela temu prisluhniti in v tistem času je potem tudi nastal dogovor, da poslanske skupine, ki nasprotujemo temu zakonu, tudi izpodbijamo zakon v skupni zahtevi za ustavno presojo na ustavnem sodišču. Po sprejetju zakona, ki je bil konec novembra potem tudi objavljen, je bilo izvedeno naročilo za drug dokument. Ta dokument so pravne podlage za vložitev zahteve za presojo ustavnosti zakona o davku na nepremičnine. Dokument je iz sredine decembra in to je tista pravna podlaga, na kateri je tudi pripravljena celovita zahteva za ustavno presojo, ki jo ste danes dobili tudi v roke. In je ta pravna podlaga je bila osnova tako za zahtevo, ki jo je pripravilo Združenje občin Slovenije, kakor tudi za to zahtevo, ki je bila poslana v sopodpis kolegom iz vseh treh opozicijskih strank in pa tudi nepovezanih poslancem in poslancem narodnosti. Prav tako pa je isti dan, se pravi 3. januarja, bila ta pobuda poslana tudi Državnemu svetu, ki je prav tako kvalificiran vlagatelj, da lahko vloži celovito presojo za vsemi poglavji, vsa področja, ki so v tej celoviti zahtevi sedaj tudi spisana. Takšno pričakovanje je bilo, da bomo dobili potrebnih 30 podpisov poslancev, kar je bilo predvsem odvisno od tudi največje poslanske skupine iz opozicije, strani kolegov iz SDS-a. Po njihovi poslanski seji poslanske skupine po torku smo dobili odgovor, da njihov odločitev za teh podpisov ne bodo dali pod to za ustavno presojo, zahtevo za ustavno presojo, čež da je bila že v decembru tudi poslana ta presoja, ki je v enem delu temeljila tudi na tistem že prej omenjenem prvotnem prvemu pravnemu mnenju, ki je bilo pridobljeno še v času, ko se je zakon sprejemal. Kar se tiče poslanskih skupin, ki smo danes tu, želimo povedati enostavno, da smo praktično naredili vse, kar je potrebno, zato da bodo vsi argumenti, ki so strani pravnih strokovnjakov, strani politike bili prepoznani kot tisti, ki so neustavni z zakonom, prišli na ustavno sodišče v primernem roku. Ta pot bi bila lahko ena ta, ki je sedaj bila tudi mišljena, s podpisi več kot 30 poslancev. Delno je bilo to izvedeno že za samo ustavno zahtevo, ki je vložilo kvalificiran vlagatelj, se pravi Združenje občin Slovenije. Zagotovo bodo ostali elementi, ki še tam niso povzeti v zahtevi za ustavno presojo, ki jo napoveduje Državni svet skupaj z tudi že skupnostjo občin Slovenije. V pogovorih s predstavniki Državnega sveta, z gospodom Kovšcem, ki je tudi eden izmed tistih, ki je bil prisoten v tej iniciativi za peticijo proti nepremičninskemu davku, ki je zbrala, kot veste, 80 000 podpisov, da bo sam tudi postal še naprej, podobno kot pri vetu v Državnem svetu, tudi nosilec tega, da se Državni svet
čim prej opredeli te zahteve za ustavno presojo in kot tako kvalificiran vlagatelj resnično lahko vloži vsa poglavja potem v ustavno presojo. Če sumiramo zdaj razliko oziroma kaj še sedaj ne bo na ustavnem sodišču, lahko rečemo, da je ta prvi splošni del poglobljene analize, ki se nanaša na davčno osnovo in pa tudi iz tega vidika tudi kršeno načelo enakosti pred zakonom, kakor tudi na pravno varstvo, ki ni zagotovljeno v tem zakonu, obdelano v tem področju, ki ga je že poslalo v ustavno presojo Združenje občin Slovenije. Dodatno je zelo podrobno opredeljen v tistem njihovi zahtevi tudi opredeljeno področje, ki se nanaša tako na pravice do lokalne samouprave, kako tudi avtonomnost lokalne samouprave. V tej presoji pa je sedaj tudi zahtev za to ustavno presojo, pa je podrobno obdelano tudi tisto področje še, ki se nanaša predvsem tudi na to, da se tudi v objektih, ki so v lasti verskih skupnosti, pa se v njih opravljajo izobraževalne, karitativne, socialne dejavnosti, da podobno kot za občinske objekte, kar spodbijamo v presojo, ta davčna stopnja zniža oziroma da se ta davek ne sprejema, pač ne veljavi. Na takšen način lahko se mirno zaključim s tem, da imamo tako v Slovenski ljudski stranki kot v Novi Sloveniji lahko res mirno vest, da smo po najboljših močeh zbrali vse argumente, ki bo iz vseh teh zahtev ustavno sodišče na koncu združilo v skupno obravnavo in upam, da bo tudi prepoznalo to, kar v teh zahtevah pač so prepoznali pravni strokovnjaki in ostali in da ta krivični davek ne bo uveljavljen in da bomo ga uveljavljali s popravki, na katere tudi opozarjamo, da je potrebno storiti, preden se bi takšen zakon začel izvajati. To pa je konec pomladi letošnjega leta, ko bi konec maja naj prišle odločbe v slovenske domove in na slovenska podjetja. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Tudi krščanski demokrati Nove Slovenije smo ves čas opozarjali, da ta zakon ni v skladu s slovensko ustavo oziroma da je nedodelan in da bo s tem prišlo do kršenja človekovih pravic, do mnogih nepravilnosti in da bo imela zaradi tega tudi slovenska država veliko težav, ne samo slovenski državljani. Kljub temu, da smo z amandmaji hoteli nekatere stvari v zakonu izboljšati, pač zato strani vladnih strank ni bilo posluha in zato je več kot upravičeno, da smo naročili tudi presojo tega zakona pravnikom. In na podlagi pravnih presoj ugotavljamo, da smo imeli prav, da je ta zakon o davku na nepremičnine v več točkah, v več členih neskladen s slovensko ustavo. Zaradi tega podpiramo vse tiste zahteve za ustavno presojo, ki so že vložene in ki še bodo vložene, ker so upravičene in sem prepričana, da bo ustavno sodišče prednostno obravnavalo te zahtevke. V nasprotnem primeru bo povzročena velika škoda, ker bo prišlo do mnogih netočnosti, nepravilnosti, ko bodo izdane odločbe in ker ni možne takojšnje pritožbe na odločbo, bodo nastale tudi materialne posledice, potem posledično pa tudi pritožbe in pa veliko nerešenih primerov in problemov. Zaradi tega pričakujemo, da bo vendarle ustavno sodišče obravnavalo to prednostno in pa izvajanje zakona tudi zadržalo. Omenila bom samo nekaj takšnih določb v tem zakonu, ki so sporne. Torej, lastniki nepremičnin niso v enakem položaju, na primer z lastniki delnic, zlata in drugega premoženja. In prav tako, kajti to premoženje ni na takšen način obdavčeno. Prav tako so arbitrarno določene stopnje obdavčitve. Tukaj so v neenakem položaju recimo gospodarski objekti in pa energetski objekti. Torej je arbitrarno določena stopnja
davka in to pomeni, da potem pred zakonom tudi nismo vsi enaki. Prav tako vrednost nepremičnine še ne pomeni, da ta nepremičnina prinaša tako veliko korist, da bi moral lastnik te nepremičnine plačevati tudi tako visok davek zanjo. In zaradi tega bodo nekateri lastniki ali pa mnogi lastniki morali nepremičnino prodati ali pa jim bo država to nepremičnino zaplenila, ker je enostavno previsoko ocenjena. V velikih težavah se bodo znašle tudi verske skupnosti. Tukaj sicer so izvzeti sakralni objekti, kjer se opravljajo, torej bogoslužni objekti, kjer se opravlja verska dejavnost, vemo pa, da se precejšen del verske dejavnosti opravlja v drugih prostorih in te dejavnosti ne prinašajo nobenega dobička, ampak gre enostavno za izvajanje verske dejavnosti, po drugi strani pa bo za te objekte treba plačevati visoki davek. Mnogi od teh objektov so tudi kulturni spomeniki, vendar se v njih tudi prebiva in ne bodo izvzeti. Skratka, recimo tudi Karitas, ki opravlja karitativno dejavnost, ponavadi so prostori v župniščih ali v samostanih ali v nekih takih objektih in bo treba plačevati davek tudi za te objekte. Zato bo kršeno tudi načelo verske svobode in možnost opravljanja verskih dejavnosti, ko bo država lahko celo v najhujših primerih te objekte tudi zaplenila. Skratka, ta zakon je nedodelan, nepremišljen, ima veliko lukenj, na katere smo ves čas opozarjali. V začetku moram reči, da tudi pravniki sami niso verjeli, dokler niso sami do potankosti proučili tega zakona in čedalje bolj ugotavljali, kako dejansko je v mnogih členih neskladen slovensko ustavo. In ker ne želimo, da bi se država znašla v še večjih težavah, ko bo morala vse te probleme reševati, smo prepričani, da bo Ustavno sodišče tudi razmišljalo o tem in vendar, kot sem že dejala, prednostno obravnavalo vse te zahtevke, tako da ne bo narejena še večja škoda. No, tudi pri vrednotenju nepremičnin niso jasno določeni kriteriji in pravila, ampak samo pavšalno, na podlagi nekih ocen, je ovrednotena nepremičnina. Torej, ne gre za dejansko vrednost, niti ni rečeno, da bo ta nepremičnina na trgu dosegla tako vrednost. Torej, spet gre za neko arbitrarno ali pa pavšalno presojo vrednosti nekega objekta in na to se ni mogoče niti pritožiti. Skratka, lukenj je veliko, zato je ta vloga za ustavno presojo, ki so jo že nekateri vložili, nekateri zahtevki pa še bodo vloženi, več kot upravičeno. Maja Derčar, Radio Slovenija. Nekaj stvari se sicer ponavlja iz tiste, recimo očitek v tem pritožbenem postopku o tem, da je neučinkovito pravno sredstvo in sodno varstvo, kot v tisti prejšnji zahtevi, ki jo je vložila Združenje občin. Se pravi, kaj je tukaj zdaj tisto, kar se ponavlja ali pa zakaj ste to še enkrat vložili in pa kakšne stvari so pa čisto nove? Kot sem že omenil v uvodni predstavitvi, to mnenje oziroma pravne podlage so bile skupne, ker smo v tej iniciativi tudi skupaj z obrtniki, z občinami, bili tudi naročniki oziroma smo jih lahko uporabili. In ta osnovni del te zahteve, se pravi spodbijanje davčne osnove, spodbijanje postopka, so identični argumenti za občino, za posameznika, za kmeta, obrtnika, za cerkev. Zato je ta del praktično identičen. Je pa, kot sem že dejal, bila dopolnitev in je podrobneje razdelano v tem dokumentu, ki je pravna podlaga za vložitev, kot pa je bilo prvo pravno mnenje, ki je opisal ta neskladja, ki je bilo
pridobljeno že v novembru. Tako da v tem delu sta ti dve zahtevi praktično identični. Tudi v skupni celoviti, naš cilj je bil, da bi poslanci vložili res celovito z osvetljeno vseh aspektov, da ima Ustavno sodišče na enem mestu te argumente združene, medtem ko je lahko združenje občin poleg te osnovne izpodbijanja davčne osnove postopka pa preciziralo sam postopek oziroma neskladja z področja lokalne samouprave, tako področja financiranja, avtonomija. Od tu naprej pa so še dodana nekatera poglavja, ki se temeljite nanašajo na same obrtnike, na obrtno dejavnost, na kmete. V tem delu je bilo še tudi dopolnjeno, predvsem pa tudi v tistem delu, kot je bilo že omenjeno strani gospe Ljudmile, da je tudi za področje objektov v lasti cerkve, kjer se opravlja podobna dejavnost kot v občinskih objektih, da tudi za to poskrbimo v tej ustavni presoji. In v tej celoviti je sedaj resnično vse zajeto in kot sem že dejal, podobno celovito lahko da tudi zahtevo državni svet, ki ima identičen status kot kvalificiran predlagatelj, kot ima državni zbor s 30 podpisi. To se pravi, to je za državni svet ste vi pripravili, to predvidete, da bo državni svet, ne poslanci vložili? Ker nimamo sedaj 30 podpisov poslancev, je ta prvi del, ki sem ga zdaj pojasnil kot splošni del, že povzet v tej zahtevi, ki je bilo vložena z Združenja občin Slovenije. Od tu naprej pa pričakovanje in kot sem že omenil, je z gospodom Kovcem, državnim svetnikom, tudi že dogovorjeno in državni svet bo še svoje argumente dodal in na to celovitost, če bo še imel kakšen dodatni aspekt dodal. Strani Ustavnega sodišča pa imamo te informacije, da so običajni postopki, da se običajno celo pod isto številko obravnavajo zahteve, ki se nanašajo na isto materijo. Tako da računamo, da bo potem Ustavno sodišče združilo vse te argumente iz vseh zahtev in jih celovito obravnavalo in po našem globokem prepričanju pravočasno, da ne bi se nam zgodilo, da bi bilo, ne vem, nekaj 100.000 odločb izdanih in da bi potem imela država in pa vsi organi in pa posamezniki delo z ogovarjanjem, če bi bila odločitve kasneje. Zato resnično pričakujemo prednostno obravnavo in pa tudi zadržanje tega zakona. Morda kdaj bo državni svet o tem odločal? Nimamo še teh informacij, je pa dogovor, da se s predsednikom državnega sveta še toka današnjega dneva tudi pogovorimo o tem in potem in pa stvarnih v procedurah.